Za Evo, gospod Košuta, boste imeli pa težko nalogo, ampak vseeno vabim. Jaz mislim, da gospoda Miroslava Košute ni treba posebej predstavljati. Rojen je bil v Križu pri Trstu. Pesnik, pisatelj, eden največjih slovenskih sploh. Izvolite. Hvala lepa. Namreč, če mi kaj gre na živce, je to hvalisanje, veste. In se mi zdi, ker dobro blago se samo hvali, ni treba v napovedi, ne? Jaz bi pa rad izrazil predvsem zadovoljstvo, da nastopam nocoj med vami in v tem ambientu, tudi pred temi slikami, ki so delo Vesne Benedetič, ki je hči mojega mladostnega prijatelja pokojnega, in se mi zdi, da je to prav tako posrečeno srečanje doma in na tujem hkrati. Zdaj, kako je, odkar ni meje, ne vemo, ampak o tem bomo rekli kakšno besedo. Mislil sem, da bi moral govoriti predvsem za otroke, vidim, da gre to po vsem svetu. Bom prebral kar tisto, kar sem si zastavil približno, ne? In čim bolj na kratko. Če želite, se lahko tudi vsebe začela lažje. Lažje bi bilo, ampak rajši jih vidim. Zemljevid. Čigava Indija, komu Bagdad, kdo strelja naj obeša v Teherani, kdo nadzoruj molitve po Balkani, kam zlatim ključem carigrajskih vrat? Razpredel zemljevid je diplomat, tovore nosijo vsi oceani, zaklade si hrmadijo pristani, komu zemlje in morja blagodat? I jaz razgrnem pred seboj papirje. Glej, rodna zemlja, naša draga prst. Ko drugi grabijo vse dalje, širje, boš rod, ki bivaš tot, boš v duši čvrst? O kaj bo z vami, vi mejniki štirje, Celovec, Maribor, Gorica, Trst? Tako je spraševal Oton Župančič julija 1908, torej pred prvo svetovno vojno, ampak opisani dogodki v prvi kitici se dogajajo pravzaprav tudi ta hip. To pomeni, kaj smo mi izpred prve svetovne vojne skozi drugo prišli danes in kaj je pred nami. 50 let pozneje, po nastanku te pesmi Župančičeve, sem se sprehajal kot študent po Ljubljani čez Zmajski most in sem odgovoril s tole pesmijo. Iz megle most, ob njem zakleti zmaji, od spodaj drugega sveta šumenje. Na starem zemljevidu štirje kraji, tam za Gorico, tam so naše meje. Stražarjem krokari prše z jezika, tam za Celovcem, tam je naša kri. Zdaj plamen le še v ljudski pesmi sika, na zmaje pa zeleni volk preži. Medtem se je zgodilo pa nekaj, ob čemer je nastala tale izštevanka. Trst je bil nekaj let prej prepuščen Italiji. In pri nas poznamo otroško izštevanko Andan, ki sem jo jaz priredil, ima nek ciganski motiv v osnovi, jaz priredil
v takole autobiografsko pesem. En dan Teleban vstane v zarjo žrtvovan. Meja seče mu oči, tukaj on in on stran vsi. Dolga noč hromi za njim, ampak sanje upi dim. Čakal je, da pride dan, zdaj se čuti izigran, izbotljiv se kot kras, s glasom žre odmrli čas, gleda kot iz moke miš, naredimo čezen križ. In vendar bi bilo narediti križ prezgodaj. Posebno tisti, ki ostajamo zunaj meja, očitno postajamo tudi trši in odpornejši. V spominu mi je pa ena pesem, en velik praznik osvoboditve mesta Trsta. Trst so osvobodili partizanski borci jugoslovanske 4. armade. Osvobodili za nas, ker so bili člani tega 9. korpusa tudi naši starši, bratje in sorodniki. Tudi zato, ker je moja rodna vas žrtvovala 70 življenj za to osvoboditev. Hkrati pa je letos občinski svet, tržaški občinski svet, zahteval, da se ne priznava dan osvoboditve kot 1. maj, ker so takrat ga okupirali jugoslovanski borci, ki so ga zapustili po 40 dneh. To pomeni, da so stvari, ki nikoli ne zastarajo. In pomeni, da so stvari, na katere ne smemo nikoli in nikakor pozabiti. Hkrati je pa slika, ki jo je naš veliki fotograf Mario Maganja, uradno, potem smo ga poslovenili v Magajna, ampak je drugače Mario Maganja, slikal osvoboditev Trsta, boje za Trst, predajo nemških čet in tudi praznovanje 2. in 3. maja na velikem trgu, ki mu Italijani pravijo Piazza Unità d'Italia. Na Magistratu bijeta ure Mihec in Jakec, to že iz leta 1800 sredi pač tistega stoletja, ker so pač bili tudi v mestu Trstu Slovenci in Slovani, ponavadi tisti, ki so delali marsikaj, predvsem ta nižja dela, in ni bilo Italijanom tudi odveč, če sta Mihec in Jakec in bila ure. 1. maja je nad Mihcem in Jakcem zaplapolala jugoslovanska zastava. Glede na to, kar sem že povedal tudi o letošnjem dogodku v občinskem svetu, se seveda mi zastavlja vprašanje, ali se je to kdaj zgodilo sploh res? Imamo sliko tudi pri nas doma takega velikega formata, ki kaže to vojsko, ampak skratka, ironično se sprašujem,
ali njim prijatelj Mario morda nam potaknil fotomontaže, ker če so osvobodili Trst, potem bi moralo biti to tudi zapisano. In mi imamo pesnika, ki je bil med osvoboditelji Trsta, in je to Ciril Zlobec, in pride lahko še zmeraj pričati o tem. In imel sem priložnost pred leti, ko smo bili gostje odprtejše občinske uprave, pisatelji ob priliki Vilenice, da se je, medtem ko sem govoril s Cirilom, a ti si bil, kje si bil ti? Ne, jaz sem bil tam, jaz sem stražil sem, je prišel en pesnik iz Sarajeva in je rekel, jaz sem pa stražil tukaj spodaj. Skratka, posvečam mu, ki mu ne vem imena, ta svoj nastop, tudi z mislijo na dragega prijatelja, sarajevskega pesnika Izeta Sarajliča. Osvoboditev Trsta Mariju Magajni ob 60-letnici. Med slikami, ki si nam jih posnel, najlepša je tista s konjem na Velikem trgu. Pa sem montažo jo zavrgel. Saj si očitno v križu poiskal dekleta, na hmajni kljuse, fanta s titovko in cvetjem, s parade nemogočih uniform izrezal četo partizanov, pobožno za maršalom v razpelu iz Bršljana in z bombami za pasom. Pod zastavo ozvezdeno na stolpu magistrata naj bi pankrta odbila uro za ponosno zadržane klice, vriske, pesmi, srečne klice, ki me glušijo iz te slike. Pa to ni moglo biti res. Ni moglo. 45, 1., 2., 3. maj, komaj da verjetno ali neresnično. Ej, fotograf varljivi, priznaj, da si potvoril zgodovino. In vendar Trst ostane, za nas ostane Trst, mimo vsega, pač v moji zavesti tak. Ta Trst je ko mesto na robu sveta. Obreden in star gre pod stojnico hiš, na grla, kakor na flavte igra, komu v srebrnino obraze loviš. Cesarsko odpada nekdani sijaj, po ulicah ladje na vetru drse, kot ženska odpira se na stežaj. Grenkejši kopelin so mrtvi ljudje. Opasam z jeziki, ki pesmi pojo, pijan od požara in strok od soli, okraden za jutri, občast in nebo. Ta Trst je kot vera, ki ne dogori. Toliko bi prebral, izpustil nekaj pesmi, zato da povem, kar sem si napisal kot rezervni govor, ampak se mi zdi, glede na to, kar vidimo tukaj in te povezave z Japonsko in Argentino, da je pravilno, da preberem. Biti ali ne biti Slovenci. Pred 25 leti, ob velikem rojstvu, bi vprašanje v naslovu sprejeli kot žalitev.
Prevzelo nas je navdušenje, ki je mejilo na blaženost. Tudi nas z druge strani meje in vse tiste onstran oceanov, vsakogar, ki je bila v njem vsaj kaplja slovenske krvi. Danes, ko meje ni nikjer več, ali vsaj do ondan je ni bilo, pa ugotavljamo, da je z visokoletečimi sanjami splahnela tudi zavest, da Slovenija kljub vsemu ni vsa zajeta v enem državnem telesu, da se zliva čez Muro in Karavanke in v porobje Furlanske ravnine, v Tržaški zaliv in čezen širni svet, kamor so nas nemile sape razteple. Saj danes to domovino brez meja nekateri znova količijo s pregrajami in dvižnimi mostiči. Zato, spoštovani gospod minister, je v tem trenutku zmede resorjev in kompetenc prav na vas in na vaših sodelavcih, da ohranite to celovitost duhovne in krvne Slovenije, resničnejše in trajnejše od katerikoli trenutne državne strukture. Ker pa je pri nas v navadi, da se misli izkrivljajo in besede potikajo, bodi povedano jasno. Republika Slovenija nam je v čast in ponos. Nismo pa zmeri ponosni na njene odločitve in njene predstavnike. Na vas je torej, da ohranite celovitost Slovenije in postanete eno osrednjih ministrstev, vendar mi ni težko priznati, da v državi, o kakršni smo sanjali, podobnih uradov ne bi bilo treba, saj nas je na vseh kontinentih komaj za dobro družino. Žal, družino med sabo sprtih bratov in sestra, z neporavnanimi računi že za časa dedov in zaverovanih v svoj edini in dokončni prav. Biti ali ne biti Slovenci. Nekaj nas je, ki nimamo nikakršne izbire, ker smo vse življenje veslali v viharnem morju s tem edinim svetilnikom pred sabo. Biti to, kar smo se rodili in kar nam je bilo prepovedano ostati. Iz te prepovedi smo črpali življenjsko moč in veslali proti edinemu cilju preživeti. Nazadnje pa se je vihar le unesel, na potuhnjenem morju, mirnem morju, ko da ni nobenih prepovedi, ampak mladi so prepuščeni samim sebi in vabljivemu, varljivemu petju siren. Od vse povsod zapeljivi glasovi, ki snubijo v jezikih velikih kultur, mogočnih narodov, brezmejnih gospodarstev. Kako in zakaj ostati Slovenci? Posedam na nabrežju, motrim obzorje in ugotavljam, nimam nikakršnih izkušenj, da bi komurkoli lahko svetoval. Prihajam iz drugačnega sveta, kjer smo svojo plovbo uravnavali po zvezdah stalnicah, ki jih naenkrat ni več. Sam zase pa sklepam. Če je tvoja domovina urejena z ljubeznijo in znanjem, pošteno in solidarno, da ti jo svet zavida in je ob bogati kulturni dediščini povrh še naravni biser brez izjeme, brez primere, boš zmeraj vedel, kje je tvoj dom in kdo si. Nažalost pa smo zdaj tam, kjer smo, in nikakršnega opravičila, da smo tako nizko.